Člani parlamentarnega odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so si ogledali bivanjske razmere v Kerinovem Grmu in oddelek vrtca, ki deluje v naselju. Nato pa se za mizo podrobneje seznanili s projekti in tudi izzivi. Ena od večjih težav je nizka stopnja izobrazbe, poudarja romski svetnik Dejan Brajdič. Ker zdaj se ne morejo tudi zaposliti, nimajo šole, da do šolo dokončajo in tudi v ta objekt bomo zdaj, sredstva je prišlo veliko za Rome Krško občino in bomo tukaj delavnice imeli, da bojo dokončali šole. Kakor sem povedal, danes smo imeli tudi debate tukaj, občina se mora prijaviti na vsak razpis in mora za tiste projekte, ko ima občina narediti za naše Rome Krško, kar se tiče občina Krško. Država je sicer občinam, v katerih živijo Romi, namenila dodatna sredstva za reševanje problematike. Mestni občini Krško letos pripada 531 tisoč evrov. Seveda največji znesek pri nas gre na projekt vrtca v Kerinovem Grmu. Ostala sredstva so pa namenjena predvsem v sklop izobraževanja, tako osnovnošolskega, kakor tudi srednješolskega in pa seveda tudi preko Ljudske univerze v tiste malo starejše, bom rekel, ki se želijo izobraževati in v bistvu je to en največji delež teh sredstev, gre v ta namen. Člani odbora so naselje Kerinov Grm obiskali na pobudo poslanke v državnem zboru in članica odbora Tamare Vonta. Zelo dobro je slišati, da tudi Romi povedo, zelo dobro je slišati, da povedo v bistvu tisti, ki se srečujejo z njimi vsak dan, to so tudi vsi zaposleni na občini, da o tem pove svoje župan in tako naprej. Na srečanju so govorili tudi o pobudi za spremembo 5 zakonov za reševanje romskih vprašanj, ki so jih na državni zbor naslovili župani 11 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja. Med drugim spremembe zakona o trgu dela, s katerimi želijo predlagatelji spodbuditi interes za vključevanje v delo tistih, ki imajo status brezposelne osebe. In to je tudi namen današnjega obiska tukaj, ker smo le poslanci, tisti, ki bomo zakone spreminjali, če se bo seveda večina tako odločila. Jaz prihajam iz Nove Slovenije in naša stranka absolutno podpira spremembo te zakonodaje. Zakone že imamo, le izvajati jih je treba, pa je prepričana Tamara Vonta. Če se morda dotaknem samo ene, ki se mi resnično zdi ena neprimerna rešitev, je ta, da bi v zakonu zapisali, da tisti Romi, ki ne končajo osnovne šole, ne smejo opravljati izpita za avto. Ne vem, kaj bomo s tem rešili, ker še več Romov bo torej vozilo avtomobile brez vozniškega izpita. Če je to tisti cilj, ki ga želimo, nisem prepričana. Člani odbora so isti dan obiskali še Novo mesto, kjer so jim podrobneje predstavili predloge zakonodajnih sprememb in delovanje tamkajšnje občine v zvezi z romsko tematiko.